Aplikacijo Drive seveda že poznamo. Seveda gre za tisto aplikacijo, ki jo imamo na mobilnem telefonu, meri in pa ocenjuje pa našo vožnjo z avtomobilom, motorjem ali pa avtodomom. Arhiv voženj, 37.637, tule piše. Z Drive-om, ja. S to aplikacijo Drive sem se neke vrste malo umiral in sem res dosti bolj pazil na cesti, ker mi je šlo tudi na koncu kot neka igrica, to na točki ti gre. To dejansko je trening, lahko tako rečeš. Ko jaz na števc pogledam, omejitev 50 na uro, ne, ali pa v aplikaciji Drive, glavnim je tu ena razlika. Mi pokaže, ne, pa rečem, lahko še malo hitreje peljem, ne. Manja, Edvard in Jaka so predstavniki izredno velike množice slovenskih driverjev. Občasnih uporabnikov nas je več kot 100.000, izmed te množice pa je kar 65.000 istih, ki Drive uporabijo na vsaki svoji vožnji redno. Ampak še bistveno bolj pomembna številka pa je tista, koliko driverji prevozimo. Skupaj smo prevozili že več kot 1,5 milijarde kilometrov. Samo za primerjavo, če bi bila aplikacija Drive ena vesoljska sonda, bi se ta nahajala nekje zdaj v orbiti Saturna. Drive se uporablja praktično povsod po svetu. Havaji, Južna Amerika, pa tudi potem na drugi strani Vzhodna Azija, Indijski ocean, Avstralija. Vendar glavnina voženj se vseeno zgodi seveda pri nas doma. Praktično v Sloveniji ni cestnega odseka, kjer se Drive ne bi uporabljal. Govorimo torej ne o kakšni majhni skupini zanesenjakov oziroma navdušencev. Govorimo o res velikem, resnem klubu, ki ga je preprosto treba poslušati in upoštevati. In kako driverji govorimo? Ja, prek naših voženj. Naše vožnje so pravzaprav podatki. Če nekih 10% slovenskih avtomobilov opremljenih z Drive-om, je to po moje že nekje na nivoju tega, kar Google sledi, ali prej bi rekel, da Google kaj manj celo sledi. Ne rabimo imeti 100% avtomobilov za to, da vemo, kaj se dogaja. Zato se mi zdi, da se te priložnosti pravzaprav odpirajo, da lahko s pomočjo teh podatkov optimiziramo infrastrukturo, lahko simuliramo, kaj če bi postavili, ne vem, znak tle, znak tam, radar tle. To so taka zahtevna vprašanja, kjer umetna inteligenca nič drugega ne počne, kot samo to, da nam da ena boljša očala in boljš vidimo. Drive so torej nova očala, z Drive-om torej bolje vidimo. Ampak kaj konkretno lahko bolje vidimo? Oziroma, kaj lahko bolje vidijo tisti, ki se ukvarjajo z načrtovanjem cest? V vseh teh letih se je nabrala ena ogromna množica podatkov. Samo naša aplikacija je zabeležila več kot 100 milijonov teh točkovnih lokacijskih podatkov oziroma mest na konkretnih cestnih odsekih, kjer prihaja do prekoračitve hitrosti ali uporabe telefona ali drugih dejavnikov. Kar vidite je en tak pregledni zemljevid Slovenije. Največjo dodano vrednost pa ta Drive zemljevid, kot smo poimenovali to orodje, dobi, ko pogledamo obližje, torej na točno določene cestne odseke. Profesionalci samo gostoto prometa že tako ali tako redno merijo. Prek recimo tistih zank, ki jih vgradijo v asfalt, prek raznih kamer in pa drugih tehničnih reči, ki jih pač uporabljajo za nadzor prometa. Ampak nekaj pa je, po čemer pa je Drive poseben, unikaten, če želite. Namreč, ko vključiš Drive, se trudiš voziti varno, defenzivno. Ko torej driver naredi rdečo piko na zemljevidu, je to očiten pokazatelj, da je na tem mestu neka cestna nelogičnost. Nekaj, kar ni intuitivno, kar ni življenjsko, oziroma nekaj, kar ni povezano z zdravo pametjo ali pa vsaj z našimi cestnimi izkušnjami. Seveda ni nujno, da so vse te rdeče pike cestne anomalije. Morda gre zgolj za kakšne nove cestne ideje, ki se jih je preprosto treba navaditi. Ampak v vsakem primeru pa govorimo, da so to cestne točke, ki so še posebej zanimive, da jih raziščemo. In pri Zavarovalnici Triglav so te rdeče pike zdaj dajo na uporabo vsem cestnim profesionalcem. Želimo opolnomočiti lokalne skupnosti, občine, pa tudi osnovne šole in vrtce, recimo kot orodje oziroma pripomoček za načrtovanje varnih šolskih poti. In eno prvih podjetij, ki so se odzvali povabilu, je izobraževalno podjetje Edu Center. Skupaj so zbobnali profesionalce vseh cestnih področij,
predstavnike občin, projektante in na koncu smo se šli skupinski brainstorm. Skupinsko debato, na kateri smo seveda obdelali nekaj vzorčnih primerov teh rdečih pik. Eno teh rdečih pik smo našli tudi tukaj na Vrhniki, delavsko naselje. Ampak preden se posvetimo tem zgovornim primerom, si najprej poglejmo nekaj osnovnih načel. Zgolj z administrativno omejitvijo ali pa z omejitvijo hitrosti z prometnim znakom pravzaprav ne dosežemo veliko, ker dejansko nam potem preostane samo še kaznovanje tistih voznikov, kar pa vsi vemo, če se nam na leto zgodi 20 000 prometnih nesreč in če so vse obravnavane strani policije, lahko hitro ugotovimo, da se naša policija pravzaprav na dnevnem nivoju ukvarja samo z prometnimi nesrečami. Dostikrat slišimo, da policija ne naredi dovolj. To se zdaj postavlja malo v njihov bran, ker količina teh nesreč je res enormna in vidimo, da tudi tukaj v tem primeru so številke prekoračitev enormne. Da bodo torej naši policisti lahko počeli še kaj drugega, kot pa lovili prehitre voznike, moramo seveda naše ceste oblikovati tako, da bodo že s svojim videzom jasno, nedvoumno sporočale, s kolikšno hitrostjo naj se po njih vozimo. Torej, po cestah, kjer želimo umirjen promet, seveda moramo tiste ceste ustrezno zožati in pa vizualno onemogočiti hitro vožnjo. Po cestah, na katerih želimo pa hitro, dinamično vožnjo, tekočo vožnjo, tiste ceste pa seveda morajo biti očiščene kakšnih presenečenj, recimo v obliki uvozov k novo nastali hiši, ki je postavljena komaj kakšna 2 metra zraven glavne ceste. In seveda, ko gradimo nove ceste, je nujno treba vedeti, da če zgradimo tako lepo, široko cesto, je seveda nemogoče pričakovati, da bomo vozniki na njej upoštevali omejitev hitrosti 50 km/h. Če tudi gre za začasen znak, ki so ga gradbinci pozabili. Ampak na tem mestu velja še en razmislek. Namreč to je kolesarska steza. Seveda zdaj kot pešec ne vem, ali bi se moral sprehajati po tem ozkem pasu, ali je to površina, ki je namenjena tako kolesarjem kot tudi pešcem. Ampak v vsakem primeru gre za trak, za pas, ki je relativno ozek, ločen je seveda s tem, mimogrede, tale črta zelo drsi zdaj v tem vlažnem vremenu, ampak vseeno, če imamo na tej široki cesti visoke hitrosti in pa kolesarsko stezo, ki ni fizično ločena od pasov za avtomobile, to hkrati pomeni, da smo kolesarje tukaj izpostavili nevarnosti, ne pa jih zavarovali pred avtomobili. Vzemimo si torej čas za 3 vzorčne rdeče lokacije. Pa ne gre za kazanje s prstom, te kritične lokacije naj nam pomagajo razširiti obzorja, kako bi lahko kritične točke reševali tudi drugje v Sloveniji. Križišče v Turjaku, otroci klele čez cesto čakajo več minut, pa pride do polovice, pa gre mimo avto 80 na uro, ga skoraj odnese. Zato vašo aplikacijo mi je všeč, da se vidi dejansko, koliko je kršitev 80 000. Če bi sodelovali tako vaša aplikacija s statističnimi podatki kot lokalna skupnost občina in ministrstva in institucija, bi marsikaj rešili. Na glavno cesto pravzaprav sploh ne bi sodil takle prehod za pešce v nekem nivoju. Tudi te 2 priključka, ki prihajata tako zelo strmo, seveda zaradi konfiguracije terena, nerealno bi bilo seveda pričakovati, da bi vse te priključke naredili izvennivojsko, ampak je pa ena taka zelo kritična točka, ker imamo pa pešca tu in kolesarja, verjetno šola, na eni strani vrtec, kaj se da narediti. Seveda zdaj smo imeli tudi ene primere, ko smo tudi na takih prehodih postavili semafor, dobesedno semafor, ampak pameten semafor, ki dejansko lahko funkcionira tudi kot nek element umirjanja prometa, ko tiste voznike, ki pripeljajo z višjo hitrostjo od omejene, ustavi z rdečo lučjo, ali pa celo, da je recimo semafor stalno na rdeči luči, če voznik pripelje z omejeno hitrostjo, se mu odpre zelena luč, v nasprotnem primeru se mora postaviti. S tem bi potem recimo lahko tudi s tipko za pešce dejansko postavili tudi po potrebi in varno omogočili pešcem prehode, vsaj v tistih konicah, ki so najbolj aktualne. Dost primerov takih smo reševali, če se je dal z nekim krožnim križiščem. Krožno križišče ima zelo dobre funkcije, bom rekel, prvič pretočnosti prometa, drugič seveda tudi zmanjšuje hitrost
Ni pa primerno povsod, se pravi, bilo treba tukaj potem narediti eno poglobljeno analizo. Krožno križišče bi pomenilo bolj na tem travniku tukaj zraven? Ja, verjetno bi se mogli odmikati od tega skalnatega, bom rekel, roba, pač mogli izkoristiti tisto zelenico na levi strani, bi pa to seveda pomenilo eno daljšo deviacijo te ceste, investicijsko bolj zahtevno, ne. Bi potem že lahko razmišljati o kakšnem nadhodu, podhodu za pešce in kolesarje. Točno to sem, ker krožišče bi na nek način rešilo samo cestni promet, avtomobile, tovornjake in tako naprej. Drži. Koliko dejansko, o kakšnih številkah tukaj govorimo? Ja, zdaj tisti prvi ukrep bi bil verjetno ranga 20.000 evrov. Pregore ta pametni. Ja, recimo, ne, vse, kar se pa zdaj pogovarjava, gre po 100.000 evrov, ne, tako da lahko se približava s kakšnim takim... Nadhod? Ja, to je hiter čez 100.000 evrov, bom rekel, konstrukcija in pa smo tam, ne. Pa smo tam. Tole gre za cesto v občini Izola. Prekršitev hitrosti je bilo zaznanih dobrih 1200. Gre pa v bistvu tole za križišče z neprednostno cesto pod ostrim kotom. Zgodila se je tudi prometna nesreča v lanskem letu zaradi neprilagojene hitrosti. Tukaj očitno gre za dve avtobusni postajališči, ki sta postavljeni. Ena je izven vozišča v Niši. Gre tukaj očitno za nek šolski avtobus in temu primerno potem je tudi narejen prehod za pešce, ki pač mora biti izveden. Težava je pa samo ta, da ta hodnik za pešce na tej, bom rekel, levi strani enostavno ga zmanjka in zdaj ta pas bi mogel se zaključiti tudi v neko čakališče. Na drugi strani je ograja, ki dobesedno pešca nekako gasili ali pa pritiska v smer proti vozišču. In ne znam si predstavljati, če se tukaj recimo znajde skupina šolarjev, otrok, ki stopijo z avtobusa in potem tukaj stojijo pravzaprav na 1,20 m širine. Vemo, da ta površina bi mogla biti vsaj 2 metra široka. Pravzaprav dajo nek lažen občutek varnosti samemu pešcu oziroma šolarju, ki želi to prehoditi. A bi tukaj dejansko pomagalo, da bi tukaj dali kakšne količke ob tem, da bi recimo čakališče naredili tako, da bi ga nekako dvignili na kakšen poden ali kakorkoli? Tukaj bi pomagali že to. Glejte, bom sam probal vam še en primer, kje vidim jaz potencialno nevarnost. Če bo ustavil avtobus tu, imate vi vso pravico, da ga prehitite po levi strani, ki stoji na vozišču. Če šolski ne? Razen če šolski. Če šolski ima v zadju znako in ga ne smete. Sam zdaj mene zanima, koliko to ljudi ve v dvorani, med vozniki. Zelo malo ljudi to ve, ampak v redu. Pač ga imate vso pravico prehiteti in gledajte, kaj se zgodi. Vi greste v prehitevanje in avtomatsko rinete v to smer z vozilom, kjer pa imate samo ščrto varovanega pešca, ki bo šel po tej smeri. Plus vprašanje, če vidite od tega avtobusa, če kakšen pešec dejansko že stoji tu. Vi boste šel v prehitevanje in dejansko bo to ratala zelo taka neugodna situacija. Pomagali bi že, če bi tukaj na mestu te črte dali robnik. Jaz vem, da ni dovolj širok pločnik v tem primeru, ampak robnik pa lahko postavimo. Če smo naredili pas te širine, lahko potem tudi robnik postavimo in bi to pomagali. Klasičen pločnik se pravi, da bi to dvignil na tistih 12 cm. Druga stvar je pa seveda, da o tej ploščadi, ki smo govorili, da tukaj ni prostora, bi lahko to celoto naredili kot eno trapezno ploščad. S tem bi, bom rekel, nekako naredili bolj varen tisto območje za čakanje. Istočasno bi pa dosegali še efekt, da ta vozila, ki pripeljajo na to ploščad, če je že 40 omejitev na tej celi cesti, bi dejansko lahko to ploščad naredili za prevozno 40 km/h in bi dejansko tudi vsi zmanjšali hitrost na tem prehodu. Jaz bi tukaj na tem mestu omenil pametno hitrostno oviro. Pametna hitrostna ovira je v bistvu selektivna in se dejansko sproži samo za prehitre voznike. Kaj to pomeni? Ploščad, ki je v nivoju vozišča, spusti navzdol za 2-3 cm in v bistvu povzroči hrupno dogajanje na vozilu, če pripelje na to, vendar samo za tiste, ki so prehitri. Ampak seveda ne zanima samo mene, ampak tudi gospoda iz občine Izola, koliko pa to kaj stane. In to ploščad izvesti, to bi bilo definitivno v rangu 50.000 evrov za narediti, recimo tak gradbeni ukrep. Tole pa je en tak primer CON 30. Tukaj je recimo bilo zaznanih z Drive aplikacijo dobrih 8000 prekršitev hitrosti. Zgodila se je tudi prometna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti tukaj v Delavskem naselju v Vrhniki. Če bi ga z ptičje perspektive obravnaval,
ne bi točno vedel, zakaj je tukaj problem in kaj je pravzaprav bilo sploh vodilo za cono 30. Ker vidimo, da tudi ukrepov ni, izvedenih, nobenih, torej je zopet administrativno omejeno z cono 30. Tukaj gre pa za en drug primer, kjer pa dejansko to delavsko naselje uporabljajo, bom rekel, ljudje, ki tranzitirajo z območja avtoceste proti zalednim naseljem in je to ena taka bližnjica, ki jo uporabljajo vozniki dnevno, verjetno te migranti dnevni, ki se vozijo v službo. Seveda, če pogledate traso, je stegnjena cesta, relativno široka in tudi vabi k višji hitrosti. A bi bilo tukaj treba preprosto reči, to je območje, prepovedati v bistvu tranzit, se pravi območje dovoljeno samo za lokalni dovoz? Jaz mislim, da ja, ker imamo cesto sporedno praktično, ki potem pripelje preko semaforiziranega križišča, seveda, Mogoče pa tudi varianta, tako, če bi tle naredili neke ledvičke tako za nek enosmerni ali pa, dajmo reči, odstop prednosti, zopet, da mi dejansko te ljudi, ki se odločajo, da bo šli tle v tranzit, da jih nekako prisilimo, da vozijo 30, z nekimi ukrepi. Zdaj, razmišljanja, da bi dali neke vertikalne ovire, jaz sem absolutno proti tem, ker s tem kaznujete tudi domačine tam, ki živijo, bojo mogli vsak dan 5-krat ali pa 10-krat čez tiste grbine. Potegnjeno po črto na posvetu je nekaj postalo zelo, zelo očitno. Namreč popravljanje je drago, izredno drago in denarja, da bi popravili tako, kot je prav, skoraj da nikoli ni dovolj. Kaj nam torej preostane? Ja, da vsaj tiste prihodnje ceste zgradimo tako, kot je treba. Ne bom pozabil strokovnjaka iz občine Izola, ki je na našem posvetu javno priznal, da ureditev v Šaredi ni urejena, tako kot so predlagali oni, stroka, strokovnjaki. Voditelji so na koncu podlegli zunanjim pritiskom, seveda pritiskom občanov. Torej, nauk zgodbe je zagotovo, da za gradnjo cest in pa za gradnjo naselij si bo preprosto treba vzeti čas. Več časa za graditev širše slike. Namreč ne moremo graditi novih naselij, novih obrtnih con, če ne zgradimo tudi ustrezne, varne infrastrukture. Ali pa, kot je povedal Goran Ivanovič, treba bo redefinirati naše prioritete. Zdaj se moramo enkrat za vse odločiti, komu bomo dali prioriteto. Če pogledava sam na hitro statistiko za lansko leto, 82 smrtnih žrtev, od tega 12 pešcev. Pešec je brez oklepa, pešec je brez zaščite, brez sistemov zračnih blazin in tega. Tukaj moramo dodati še 7 kolesarjev. In če se postavimo v to vlogo, se moramo pač zavedati, da so ranljivi udeleženci prioriteta številka 1. Ampak žal še tako varna cestna ureditev ne more zagotoviti prave varnosti, če nam zmanjka tistega čuta za sočloveka, če nam zmanjka empatije. Namreč, ko sva zjutraj s snemalcem Davidom Šavljem tukaj ustavila kamero, se je na tem križišču pojavil prvošolec z Rutko in pa svojim očetom. Zdaj, nekaj sekund sta pogledovala in čakala, kdaj bo kdo ustavil. Poskusila sta celo s tem, da sta dala nogo na cestišče, ampak nekaj vozil je mirno peljalo mimo, kot da se nič ne dogaja na tem križišču. Potem pa se je zgodilo, da je iz tiste smeri pripeljal črn, spuščen BMW in vzorno ustavil, celo z roko ima odstopil prednost. Za njim pa se je iz iste smeri pripeljal družinski umirjen Berlingo, glasno potrobil, na to BMW-ja po levi strani ceste prehitel. Da sta bila tukaj Ciciban in pa očka, se niti zmenil ni. Torej, na spisku imamo zdaj že novo zgodbo in seveda bo ta povezana z prijaznostjo v prometu. Seveda bo šlo za nadaljevanje zgodbe, ki smo jo posneli pred letom dni, ko smo iskali prijaznost v samem mestnem jedru. Zdaj, za pokušino, poglejte to zgodbo in si ustvarite mnenje.